se zdi, da progression curve je zelo odvisen od igranja ali je pomemben tudi določen del, ko se učiš samo strateške elemente, kako se naučiti makro properly ali pa iskati novo meto, recimo. Definitivno bi rekel, da pač igranje je daleč tako najbolj foolproof. Vsaj tako za začetek, če boš ti full slab, boš najhitreje probil tako, da veliko igraš. Sem pa priti do certain point, ker bi recimo, da si mogoče namreč rekel, da piku, sem tako imaš tak, pa to bi pa rekel, da je zelo pomemben tudi drugi faktorji. Ena stvar, ki je tudi pomembna pri igranju, je pa, da ne spamaš, pač for the sake, da igraš, ampak da actually, ko greš v igro, da pač probaš tako res razmišljati, res try hard focusati na vse, kar delaš, ne. In tudi, če recimo, ko igraš laning phase, ne, večina folka bi rekel, da si full autopilot po to, ne, še posebej, če igraš veliko iger, tako da bi rekel, da je v bistvu full bolj effektiv, da greš recimo 6 iger na dan, pa da si, ali pa 8, pa da si res focused, kakor imaš na norce, ki spamajo po 20 iger na dan, ker to se mi zdi, da vsaj pol teh iger je complete waste of time, tudi če mogoče climbaš rank pa to, a ne. In če tvoj goal pro da improve, se mi zdi, da daleč naprej to, da si res focused in the game. In ja, splača se mi tudi mogoče pogledati kakšen svoj replay ali pa recimo kakšne pro matche ali pa tako. Bi rekel, da pro guide, tako res ti pro coachi, pro coache profesionalne ekipe, ko načeloma imajo ful več pojma v timu. Bi rekel, da nek običen YouTube video, da ga tam v neki laning phase je cool, če si tako silver ali pa golda, ne. Če pa hočeš tako, ne vem, da si nek diamond, pa actually hočeš mogoče probati pro, ali pa to se ful bolj splača gledati nekaj bolj resnega. Pogledaš dejansko neko celotno igro, skušaš slediti pathing, recimo če si jungler, skušaš slediti timinge junglerja, če si v laning phase, skušaš slediti, ne vem, recall time, pa... Mislim, jaz bi rekel, da največ, kar sem tako spremljal, je bilo bolj samo tako matchups pa to, ne, se mi zdi, ker ful je, ne moreš jih tako specifično gledati video načima, ker vsaka igra je čisto drugačna, zmeraj drugačen draft pa to, tako da se lahko vse spremeni. Sem kar pa recimo folk tudi ful veliko zdaj dela, je pa da pač si prav najamaš coacha, ne. Ali pa kar je v bistvu ful dobro, naprimer imajo ene 2 coacha ali pa 3, ki pač vem, da so kar dobri, tako, ki so ful znani, da imajo prav Patreon in pač gor objavljajo prav svoje coaching videe, ki imajo te individual coachinge, pa milijon stvari. In ne vem, daš 20 € na mesec, pa se mi zdi, da to glede na denar, da se je kar bolj valuable, ne, ker ti coachi pol tudi računajo tako po 100 € na uro, kar se meni zdi nerealno absurdno, le folk to plačuje, jaz tega v life nam kupujem, ne, sam. Tako, ker še ta Patreon, pa to se mi zdi kar huda stvar, ne, ker to recimo tudi naša organizacija je dejansko prav tega specifičnega coacha, pa če mimo je Vajgar, ne vem, če poznate sploh za res. Vajgar Vitu, ja. On je po mojem, da vsaj kar sem videl, eden izmed najboljših teh coachov, on je za Cloud9 coach zdaj, ne? Za Cloud9 tako. Ja, vse še zdaj. In prav so me zdaj plačali, ne vem, ko ima 30-40 € na mesec, ima Patreon se prav za 2 meseca. In pa če še imaš to peči iz folka, takrat naenkrat basically za 100 in če 106 folka deli, dajo info pač in sam gledaš. To je tudi info, v bistvu, do katerega bi lahko njihovi konkurenti prišli. A se to, mislim, se ti zdi, da je vedno proper, kar skušajo coachati, ali je samo mogoče nasvet do določenega ranka, kakšni secret strati za pro playerje pa mogoče ne izdajo toliko na te Patreone? Mislim, ne bi jih rekel, tako ful je težko reči, da so neki kakšni secret pa to. Valjda ne bodo necega top secret shita od Cloud9, ki je noter, ne. Sem tako, zdi se mi pa, da do neke mere jih ne moreš nekaj več skrivati. Se mi zdi, da je meta vsakeč tako very well defined. Druga stvar je pa tudi to, da se mi zdi, da veliko pro ekip tudi nočejo tako probati stvari, ne vem. Zdi se mi, da folk preveč cilja, mislim, se je komfort pomemben, se mi zdi, da ne vem, da se folk in general preveč omejuje na, pa ne samo volalo, tako v večini teh e-sportih, vsaj v gaming tekmovanjih, da se folk preveč pač omejuje, ne. Ker se mi zdi, da recimo pač moj rol top lane bi lahko trenutno igral karkoli ti paše, če fita v komp, sem pač folk tega ne bo delal. Polo pač igral, recimo zdaj gledaš prople, folk igra 2-3 čempe, zdaj že zadnje 2 tedna, kar se spremljal, ta LCS pa leca, ne, to je malo bedno, ker se mi zdi, da lahko res igraš toliko veliko šita, pa tudi niso te čempi, ki jih igrajo, so mogoče slightly stronger, ne. Ni tako, kot je bilo back in the day, ki je bil nek čemp to broken, da če ga ne pikaš, si pač zgubil solo. Zdaj ni več tako. Je, kdaj sem full veliko bolj team focused, kakor včasih so v bistvu carryov. Lole pa zdaj tak. To je pa pač, to bi rekel, Lole bi tak že skozi game, ki je bil team focused, sem pač folk je bolj develop, I guess. Ampak mislim, da si lahko res z bombo, z enim, ne vem, čempom, recimo Zed je bil čas tak, ki je lahko si rešil celo igro. Ne bi rekel, da kot čemp dependent, je bilo to, da je bil skill difference do programa, ne. Recimo takrat, ko sem bil jaz, recimo zdaj je toliko veliko playerjev, pa average player je toliko boljše, ne. Zdaj pač gold player danes je boljši, kot vsi worlds playerji v season 1, pač not comparable. Pač zdaj gre gold player, pa bo zmagal worlds solo. Ker je ogromno know-how, ki se je pač akumuliral skozi leta. Folk je bil takrat totalno full slab.